scare me, scare me, scare me. Maybe I just close my eyes and hide under my sheets. Scare me, scare me, scare me. Maybe I just close my eyes. Rugby je kontaktni ekipni šport. Pravila rugbija bi najlažje strnili, če bi povedali, da se žoga lahko podaja zgolj nazaj, naprej se jo lahko samo brcne. Rugby se, za razliko od nekaterih drugih ekipnih športov, ki so rugbiju podobni, ne igra po fazah, igra je tekoča. Ena izmed značilnosti rugbija pa je, kot sem na začetku povedal, gre za kontaktni šport in ta kontakt je izveden brez neke posebne dodatne opreme, je pa zato reguliran z dodatnimi varnostnimi pravili, da je šport varen za vse. Ko pomislimo na rugby, je naša prva misel verjetno, da je to precej grob šport. Je to res? Ste imeli veliko poškodb v vaši karieri? Ne, niti ne. Ker gre za kontakt, ki je omejen samo na trup, torej sta glava in noge pretežno izvzeti iz tega. Kontakt je tudi pričakovan, tež kdaj te bo to doletelo, tako da si nekako pripravljen na to. Se pa vsekakor dogajajo razni spahi, udarci, razne vrste, kakšno modro oko, izbit zob ali kaj podobnega se z nas zgodi. Kdaj ste se pa začeli zanimati za rugby, da se kdo navdušil za rugby? Ja, mene je pravzaprav Luka povabil na trening. Mene je pravzaprav Luka povabil na trening. Tako da, kdo pa je Luka, pa je večna skrivnost. Ja, tudi preko prijatelja. Že začeli pa smo vsi, če se ne motim, pred 4 leti recimo, oziroma zdaj je naša 4. sezona, kar je za marsikoga presenetljivo, da v bistvu igramo na najvišjem nivoju v regiji, ampak gre pa za šport, kjer si, če si motorično dovolj sposoben, če začneš recimo v nekih poznih najstniških letih, zgodnjih 20-ih, in se pač športu malo bolj posvetiš v nekem določenem začetnem obdobju, si lahko zraven takoj. Ni recimo kot drugi športi, kjer moraš začeti pri 6-7 letih, da potem lahko igraš na najvišjem nivoju. Zdaj res je, da profesionalnega rugbija v Sloveniji ni, zato si to lahko privoščimo, medtem ko v tujini pa začenjajo že zelo mladi. Klub, ja. Mislim, da je nastal 2009. Oziroma je ponovno oživel. Tako da od 2010 smo vpisani v razširjeno avstrijsko ligo, kjer igramo z klubi Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Klub pridno raste, z leti napredujemo, delamo vedno bolj profesionalno in omogočamo fantom, ki hodijo na treninge, pač to, kaj potrebujejo za nek solidni napredek in to bi bilo to. Te na vse zadnje za zabavno preživljanje prostega časa, namenjenega rekreaciji. No, in na določeni točki pa je to tudi preseženo. Ne moremo se primerjati ne z profesionalci, pa ne z rekreativci. Se mi zdi, da smo nekaj vmes, ker vsaj v določenem aspektu smo pač presegli neko nedeljsko rekreacijo, oziroma je ta pojem bil že davno presežen, ker treniramo večkrat na teden, tekme igramo v sezoni praktično vsak vikend, imamo dopolnilno vadbo v fitnessu, torej ta aspekt se odmika od nekega zgolj rekreativnega športa, se približuje resnejšemu nivoju, vendar pa zato nismo nič plačani. Klub zagotovi, oziroma sponzorji kluba zagotovijo, da normalno izvedemo sezono, da so pokriti stroški za pot, da nobenemu ni treba plačati nič. Denarja se pa v rugbiju žal v Sloveniji še verjetno nekaj desetletij ne bo dalo zaslužiti.